sami najdejo, nekje najdejo možnosti v sami produkciji, ali tako naprej. Intenzivno delamo na tem, ker ne nazadnje, to ima vpliv, a ne na zmanjšanje CO2 in tako naprej, ampak kot poprej videl, delež energije v stroških je velik in to ima tudi poslovne. Tako da v tem je precej smisel. Potem so seveda še ostali segmenti, naprimer, kje sem izbral za odpadke, kje je spet postavljen cilj, da je treba intenzivnost odpadkov zmanjšati, se pravi, intenzivnost odpadkov pomeni, koliko kilogramov nevarnih odpadkov, ki se ne reciklirajo na enoto proizvoda, kje je spet manj porabe surovin, manj odpadkov, manj obremenitve, pa v enem spet poslovni rezultat, ki je manj nečesa zraven, kar ne služi končnemu namenu. Pa uporaba vode. Zdaj, tale del govori malo več o moji vlogi. Zdaj, če gledate inovacijsko splošno, če boste na internetni strani šli, pravzaprav ne boste našli prav specifično nekega menedžerja, ki se bo ukvarjal s temi vidiki. Znotraj Sandoja smo se pa pač odločili, da bomo specifično to funkcijo lansirali za enkrat sicer kot projektno, da bomo iz precej ene take pozornosti in ene kompetence izpeljali tisto, kar je za izpeljati do leta 2012 in potem bomo pač videli, kako bo šla zadeva naprej, bomo obdržali to funkcijo prav v taki obliki ali bo pač to pač skozi celo organizacijo nekje absorbirano. Zdaj, prav v okviru Sandoja, v okviru poslovne enote antiinfektivi, zdaj morate vedeti, da mi se ukvarjamo ne z originatorskimi zdravili, ampak z generičnimi. In tukaj seveda vsa konkurenca je vzhoda in tako naprej. In da smo lahko primerno konkurenčni, kot smo že v začetku rekli, niso to samo stroški, ampak so tudi vsi ostali ljudi, ki se prav kako ravnamo z naravnimi ljudmi, kako se obnašamo v določenem okolju. To je vedno bolj pomembno. In kot smo videli, v Veliki Britaniji nas to čaka kot tako zelo trdo dejstvo. In pa seveda, če želimo, da bomo poslovali tudi še naprej v prihodnje, je treba že danes zelo veliko pozornosti na to. Tole so 3 glavne stvari, ki jih ta program daje. To pač, kaj jaz počnem, tole. Se pravi, eno je ta segment same tehnologije, se pravi, govorimo pač o 11 proizvodnih lokacijah, ki so pač po svetu raztresene v Evropi, v Turčiji, v Indiji, se pravi, gremo v samo tehnologijo, pogledati, ki lahko izboljšamo našo učinkovitost. To je kombinacija ravnoteže teh poslovnih in čisto okoljskih vidikov. Kaj se da narediti, da se nekim emisijam ali zastavljanju odpadkov sploh izognemo? Eno seveda v določenih primerih je treba ni drugega kot naprimer end of bite. Recimo zdaj imamo en projekt v Turčiji, kjer prenavljamo tisto tovarno, sodelujejo eksperti, ki nam svetujejo, kako pravzaprav izdelati inštalacije, vodne postopke, da emisij sploh ne bo prišlo, ampak neki end of pipe vse bo moralo biti. Potem drug segment so te, sposobnosti, znanje in tako naprej. Zelo veliko se da v taki veliki firmi doseči se znanje pretaka iz ene lokacije na drugo. Naprimer, se v Italiji nekaj spomnijo, nekaj uporabljajo, kolegi v Indiji se pa na isti problem si glavo razvijajo. Veliko se da že s to povezavo narediti. In tudi to, da ljudje pravzaprav razumejo, zakaj gre. Ker ljudje, ki so tako vsak dan v poslu, so pravzaprav toliko v tistem mozkem segmentu, da mogoče tega širšega vidika niti ne vidijo in to jim je treba ponuditi. In pa seveda ena taka infrastrukturo poskušamo vzpostaviti, se pravi, da imamo pač kazalnike uspeha, da lahko merimo sami sebe, kako delujemo. Poskušamo tudi z benchmarkingom, ampak tudi je težko, ker zelo ne rabi v tej industriji kaj poveja.
nekaj na standardizaciji, predvsem pa, da eno tako strategijo razvijamo, ki bo pač država za naprej. Za prihodnje korake, kam se ta naš program lahko še razvija, smo nekje tole videli. Mislim, da so velike priložnosti v tako imenovani zeleni kemiji, zdaj tisti, ki ste iz kemijske stroke, mislim, da veste, o čem govorim. Pač kemija v vsej zgodovini uporabljena na določene reagente, za oksidacijo, za vse sorte organske reakcije, ampak v zadnjem času se vse tehnologija razvija, znanost je šla korak tudi s tem vidikom, kaj se da pravzaprav, katere alternativne kemijske reakcije se da uporabljati. Zdaj, v farmacijski industriji je to običajno povezano z dolgim časom, ker pač mi vse naše postopke pač prijavimo na ministrstvo, da se zdravilo registrira in da se to stori traje par let, ampak vendarle v določenih segmentih se tudi tega lotevamo. Potem seveda energija je vedno bolj pomembna in to je pri nas zelo jasna zaveza in prioriteta, pa tale trojna dividenda. Ker, če gledamo en tak, ne vem, strogo poslovni vidik, ko si nekje postavljam pred dejstvo, da ni kar vse mogoče, da imamo določene omejitve na socialnem, ekonomskem, na okoljskem segmentu, je treba mogoče se, da rečem, dolo se pa malo bolj razmisliti, kaj počnemo. In to pravzaprav privede ali pa izbrska na plano tisto inovativnost, ki je v ljudi, ki jih spodbudi, da razmišljajo več. To pravzaprav na koncu pomeni, da je firma bolj uspešna, če je bolj inovativna, če je drugačna od drugih. To bi bilo pravzaprav vse. Za zaključek imam tale stav, ki sem jo vsega tudi v Angležu sposodil, da pravzaprav v trajnostnega poslovanja govorimo o nekih odločitvah, o izbiri. Ker se mi zdi, da tudi ta segment zdravje, varnost in okolje, ko ga poznamo po naših podjetjih, velikokrat deluje korektivno, se pravi da nazaj. V preteklosti, v določenih pogojih smo sprejeli določene odločitve in danes potem to popravljamo, inštaliramo. Ta sistem za omejevanje emisij, za obdelavo odpadkov, za zaščito zaposlenih, smo se nekaj za nazaj. Pri tem pa pravzaprav se moramo začeti usmeriti za naprej. Recimo, da danes uporabljamo principe zelene kemije, zato da ne bomo pol čez 10 let, ne vem kaj, inštalirali ne vem kakšne naprave za omejevanje emisij. Gre torej za izbiro. In pa še tole je pomembno, če želimo biti dobri, pri tem je pomembno, kakšen odnos imamo do tega. Če imamo to v glavi, če vemo, kam gremo in da to poslušamo vsak dan. Tako, lepa hvala za pozornost. Če je kakšno vprašanje? Jaz sem lahko prepričana, ja. Hvala, ki je zelo zanimivo, res. Imam vprašanje, ki je sestavljeno iz dveh. Nisem čisto razbrala, vi boste kjotskici dosegli letos ne boste. Kaj pa za naprej? Omenili ste britanski 80% do 2050, a imate vi kakšen cilj do 2020 kot korporacije? Zaenkrat je to, pač kot se vidi tudi na energetiki.